Jure, kakšno leto je za tabo? Kakšno glasbeno leto? Ja, zelo dobro. Zelo sem vesel, da je bilo ogromno koncertov in zelo lepih koncertov. Nekaj v tujini, nekaj doma. Tako da sem zelo zadovoljen. Kaj je bilo najbolj 35-letnica Orlekov? Ja, 35-letnica Orlekov je zagotovo ena največjih stvari bila. Imeli smo tudi 34 koncertov, tako da naslednjič, ko bomo 40 praznovali, hočemo imeti 40 koncertov. Bili so pa zelo prijetni koncerti, sami fajni, tako kar ogromno jih je v spominu ostalo. Orleki ste pravzaprav v dobri formi, ne, za 35-letnike. Ja, Orleki smo, jaz mislim, da v najboljši formi. Tako da se že veselimo naslednjega leta, ker že prihajajo koncerti, tako da se veselimo tega leta. Ja. Vemo, da ustvarjaš glasbo tudi za druge skupine, da jih sestavljaš različne skupine. Katere so bile lani bolj izpostavljene? Ja, jaz imam 10 skupin, ne. Zmeraj je lepo igrati s Tori Tangom, na primer, ker imamo kar lepo razprodane dvorane, z argentinsko pevko in beatboxerjem, to je neka posebnost, ne. Potem s triom dosti igram po Avstriji, ali pa duetom še s kontrabasistom dosti igrava. Tako da, kaj bi lahko še izpostavil, zagotovo Aleša Štegra, pesnika in pisatelja, ki je ogromno dejavn v tujini, bolj kot v Sloveniji, tako da z njim sva preigrala od Šangaja, Berlina, Pariza, tako da letos imava tudi veliko turneje od Makedonije, Italije, Danske, Švedske, Češke, Nemčije, Avstrije, tako da, ja. Argentine. Argentine tudi, ja. Kakšen je ta program? Ja, tudi ta program je poezija pa harmonika, tako, moja avtorska glasba, njegova poezija in tako. Se lepo prepleta. Ja, to je živahno zelo, to ni tako dolgočasno, kot mnogi mislijo, da bo poezija nekdo bral, ampak to je rock'n'roll na odru, on tudi pleše, izvaja gibe, gre za tak obred, šamanski obred. No, na Zasavcu leta se obeta zanimiv nastop s pevko Niko Zore. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Ja, do tega sodelovanja je prišlo pa čisto spontano, ker so me na Polšniku na festivalu Branje pod krošnjami želeli, da naredim neko presenečenje, ker vsak let gor igram, in ona je bila pa del njihove ekipe, ki so pripravljali to. In noben ni vedel do zadnjega, ko sem tam sedel v skednju, ne, so me skozi spraševali, pa kje je zdaj tvoje presenečenje, ne? Ona je pa skozi bila zraven, ne, ampak noben ni vedel, no. In ona je pa, jaz sem pa en let prej, je pa tudi pela na tem festivalu in igrala ukulele zraven in je bila tako simpatična, sem rekel, to bi jaz mogel nekaj narediti, ne. In potem je bil tukaj štart, ne, najin, da je 3-5 pesmi odpela za presenečenje. Veliko nastopata? Ja, kar dosti. V bistvu tisti, kjer nas je slišal, nas je pol naprej povabil, ne. Tako da štartava letos spet, kot vsako leto na Kavč festivalu, imava tam 5 nastopov in to je meni najbolj ljub festival, pride, ne vem, do 20 ljudi, včasih tudi več, ker ni samo Kavč, je tudi kakšne dvorane so. In tam nastopava in jaz v bistvu za vse te pesmi tudi napovedujem in so zgodbe, ne, vsaka pesem ima svojo zgodbo, ne. Od Moje boginje, na primer, do Kurska, tako naprej. Zelo zanimive zgodbe, zelo. Veseli nas, da bosta letos glasbena gosta na prireditvi Zasavec leta. Kaj lahko pričakujejo obiskovalci? Ja, kot sem že omenil, to so zgodbe, ki sem jih napisal, recimo jaz sem melodije pisal
drugi pa tekste, ne, za skupine Orlek in Florent Paris. Tekste so napisali naprimer Rudi Medved za Florent Paris, za Orleke Vlado Poredoš, za Boginjo pa je, kot sva že omenila prej med najnem pogovorom, Nande Razboršek. Tako da sami Zasavci so avtori, tako da pričakujte te pesmi od Orlekov Florent Paris. In takšen dušni nastop, ne? Ja, simpatičen, ja. Hvala, Jure, in veliko uspeha v letošnjem letu in seveda naprej. Hvala lepa, tudi vam enako.